Živjo! Danes vam bom prebrala eno prav posebno pravljico. Ta pravljica se ne dogaja pred davnimi, davnimi časi in za 9 gorami in 9 vodami, temveč se dogaja tukaj in zdaj. V pravljici je naslov O hudobnem zmaju Koronarju in kako so ga ljudje s skupnimi močmi premagali. Pravljico pa sta napisali Alice Čop in Klara Veselska. Bilo je nekoč kraljestvo, kjer so ljudje zadovoljno živeli. Tudi mali Anže s sestrico Marjanco. Vsako jutro jima je mamica pripravila zajtrk, ati pa ju je odpeljal v šolo. Med poukom sta pridno poslušala, kaj pripoveduje prijazna gospa učiteljica o številkah, črkah, rekah in živalih. To jima je najbolj ugajalo, saj sta oba živali naravnost oboževala. Doma sta imela psičko Elfi, ki sta jo vsak dan takoj po pouku peljala na dolg sprehod. Je metala palico in z njo veselo poskakovala naokoli. Potem sta naredila domačo nalogo in se že spet hitela ven igrat s svojimi prijatelji. Lovili so se igrali slepe miši, pirate in se žogali. Elfi jim je vsake toliko ukradla žogo, in ko so ji rekli, da jo vrne, je razposajeno lajala in mahala z repom. Včasih, ko je bilo lepo vreme, sta se Anže in Marjanca skupaj s starši odpravila na sprehod v živalski vrt. Zelo jima je bilo všeč, kako smešno tacajo pingvini, in zanimalo ju je, kakšne norčije spet zganjajo opice. Le srede so bile malce drugačne. Popoldne je namreč mamica peljala otroka na krožke, Anžeta v glasbeno šolo h klavirju, Marjanco pa v plesno šolo. Kadar je deževalo, sta otroka skupaj pripravila nastop za mamico in atija. Onadva sta navdušeno ploskala in otrokoma za nagrado brala njune najljubše pravljice. Recimo o Janku in Metki in kako sta se izgubila v gozdu. Ta je bila že od malega njuna najljubša. Kako fino grozljiva je bila! Po pravici povedano, včasih sta Anže in Marjanca tudi malo nagajala. Tu in tam sta se prepirala, kdo je bolj razmetal otroško sobo in kdo jo bo zdaj pospravljal, ali pa kdo bo imel rdeče figurice pri igri Človek ne jezi se. A nič zato. Otroci pač včasih nagajajo. In med nami tudi mamice in atiji tu pa tam nagajajo. Pomembno je, da se nazadnje vsi pobotajo in se imajo radi najbolj na svetu. Vsako nedeljo so se vsi štirje odpeljali na kosilo k babici in dedku. Elfi so pustili doma, ker je renčala na babičino mačko Gajo, ta pa se je zmeraj jezno naježila in pihala. Po kosilu sta ati in dedi pila kavo in se pogovarjala o vsem mogočem, babica pa se je z mamico in otrokoma največkrat odpravila na prijeten sprehod okoli bližnjega jezera. Ribam in racam so metali drobtine kruha in grah, ta je za njih bolj zdrav. Nazaj grede so se ustavili v slaščičarni, kjer je zmeraj tako lepo dišalo po vaniliji in so imeli toliko tortic in drugih slaščic, da se je bilo zelo težko odločiti, katero izbrati. In tako so torej lepo živeli in se imeli radi. A nekega dne je njihovo kraljestvo iznenada napadel hudoben kralj Koronar z daljnega vzhodnega cesarstva. Nihče ni vedel, zakaj in kako si sploh drzne.
Bil je zmaj. Na glavi je nosil strašansko čudno krono, okrašeno z netopirjimi krili in krempeljčki ter skačimi repki. A kar je najhujše, skupaj z njim je v kraljestvo prispela cela vojska virusarjev. Zasedli so meje, da nihče ne more noter ali ven, premagali miroljubno kraljevo vojsko in zavladal je koronar. Oh, virusarji so bili ogabni nagnusneži. Vse telo pokrito z bradavicami, iz nosu jim je sluzasto kapljalo, namesto rok pa so imeli takšne male, živahne lovke. Šavs, šavs, šavs! Oh, skratka, groza. Povrhu pa so še strašansko smrdeli. Oh, fuj! Predstavljajte si pokvarjeno jajce, čisto zelene, plesnive hrenovke, dihurjev kakec, kremo za čevlje in šampon proti pasjim bolham. In če bi vse to zmešali skupaj, bi zmes smrdela 100-krat manj kot en sam samcat virusar. S tem svojim smradom so čisto okužili zrak in ljudje so začeli kašljati. Kašljali so tako močno, da jih je bolela glava. Nekateri so celo dobili vročino in obležali v postelji. Odrasli so bili čisto zmedeni in prestrašeni. Iskreno povedano, začeli so zganjati precejšnjo paniko. Ja, kaj pa zdaj? Kako se braniti? Ja, niti odrasli nimajo zmeraj odgovora na vse. Nekdo se je spomnil, da bi jih pred tistim smradom lahko rešile zaščitne obrazne maske. Vsi so stekli v lekarno in kmalu so bile maske razprodane. Kdor jih ni dobil, si jih je doma sam sešil iz blaga. No, kakršnakoli je boljša kot nobena, kajne? A smrad se je širil in širil. Marsikdo je zdaj zmedeno tekal po mestu sem in tja in za vsak primer nakupoval velikanske zaloge hrane, pijače in toaletnega papirja. Ja, kaj, če jim virusarji vse porabijo? Kaj bodo potem? Zmaj koronar je izkoristil ta kaos in nalašč vsak dan razglašal številne nove ukaze, odloke in raznorazne prepovedi. Potem je od veselja, kako je ljudem pokvaril življenje, sam sebi ploskal s šapami in se krohotal na vse grlo, da je še sam začel kašljati. In prav mu je, saj je bil pravi škodoželjni hudobnež. Nekega dne je na primer kar tako prepovedal gledališče in kino. Naslednjega dne bazene in igrišča. Kaj se res ne smemo več niti malo zabavati, so ugovarjali ljudje. Zmaj se je razsrdil in nanje poslal svoje virusarje. Bu, 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 so ti smrdljivci skakljali med ljudmi in jih strašili. In nato je zmaj ljudem odredil strog hišni pripor. Zaprl je skoraj vse trgovine. Prepovedal je zobozdravnike. A ker je prepovedal tudi slaščičarne, ljudem ni bilo treba skrbeti, da se jim bodo pokvarili zobje. Nekaterim staršem je prepovedal hoditi v službo. Drugim je ukazal, da morajo. Le kdo bi razumel, kaj se dogaja? Otrokom je prepovedal hoditi v šolo. No, če smo pošteni, so se otroci najprej razveselili. O, hura, hura, počitnice! A so kmalu ugotovili, kako zelo pogrešajo svoje prijatelje,
ker jih niso smeli več videti. Nobenega lovljenja, nobenega žoganja, nič slepih miši ali piratov. Tako zelo so se dolgočasili, da se jim je stožilo še po najbolj zoprnih sošolcih in, ne boste verjeli, celo po pouku. Anže in Marjanca sta predvsem zelo, zelo pogrešala dedija in babico. Tako bi si želela k njima na obisk in jima pasti v objem. Da bi bilo, skratka, vse tako kot prej. Le kaj zdaj delata dedi in babica, sta pomislila, ker je bila ravno nedelja. In kaj počenja mačka Gaja? Najbrž si greje svoj puhasti kožušček na soncu, lepo doma za oknom. Mamica je vsak dan po telefonu govorila z babico, a govorili sta resno, včasih sta celo šepetali. Le o čem sta se pogovarjali? Mamica je potem naskrivaj jokala in bila žalostna. Tudi ati je bil žalosten. To sta Anže in Marjanca dobro opazila. Ampak pred njima se je pretvarjal, da je vesel in pogumen. Kadar so še ati prestrašeni, veš, da je hudo. In ravno tega si je hudobni kralj Koronar najbolj želel, da bodo pred njim vsi trepetali od strahu. Šele kapac, smolo ima ta zmaj Koronar. Anže in Marjanca namreč znata vse pravljice na pamet. In kot je znano, so pravljice polne zlobnežev in nepridipravov, a se vseeno zmeraj dobro končajo. Pa saj ne bo zmaj pri njih ostal za vedno, kajne? Veliko ljudi v kraljestvu je že zbolelo in kašlja. Ja, ampak kje zdaj na hitro dobiti pravljičnega junaka, ki ga bo premagal? Anže in Marjanca sta mislila in mislila, a žal nista poznala nobenega junaka. In tako je mineval čas. Mamica jima je vsako jutro pripravila zajtrk, ati pa ju ni odpeljal v šolo, temveč se je z njima kar v dnevni sobi učil o številkah in črkah. Redno so skupaj tudi telovadili, ker je gibanje pomembno za zdravje. Metali so in brcali žogo, čeprav jo je Elfi, ki je pogrešala dolge sprehode, vso že čisto zgrizla in poslinila. Skakali so tudi čez kolebnico. In veliko, veliko so si pripovedovali o svetu za okni. O morju, zvezdah, rastlinah v parku, o filmih, ki so jim bili všeč. Včasih so skupaj peli vesele pesmi in plesali. To je bilo všeč predvsem Marjanci. Drugič so skupaj odigrali odlomek kakšne pravljice. Atiju ni šlo najbolje, a so se od srca nasmejali. Mamica je zelo lepo risala. In vsak dan so zato skupaj narisali, kar so videli z okna. Virusarji niso marali, da ljudje stojijo ob oknih. Takrat so se nagnetli spodaj na ulici, besno pljuvali in jim grozeče žugali s svojimi lovkami. To pa zato, ker niso želeli, da ljudje izvedo, kakšne grdobije zunaj špičijo. Če si je kdo upal svoje okno malce ali celo na stežaj odpreti, so se virusarji dvignili v zrak in mu hrčali naravnost v obraz. Fuj, kako ogabno! Človek tega smradu ni mogel prenesti in je raje hitro spet zaprl okno. Virusarji so Anžetu in Marjanci že presedali. Zato sta jim kazala jezik in delala smešne obraze. To je virusarje vsakič tako razjezilo,
da so jim pokale bradavice in je iz njih tekel vijoličast gnoj. Jajks. Nekega dne si je Anže z barvicami zapacal roke. Hitro si jih je stekel umit z milom v kopalnico. Mila so imeli zdaj na pretek in mamica ju je pogosto opominjala, naj si temeljito umivata roke. A barvice niso hotele stran, zato je Anže uporabil še mamino razkužilo. Čudno je dišalo, a roke so bile zdaj bleščeče čiste. Potem se je vrnil k oknu in še naprej slikal. Bilo je vroče, zato je na stežaj odprl okno, vsaj za kratek trenutek. In kaj mislite, da se je zgodilo? Nič. Popolnoma nič se ni zgodilo. Priletel ni niti en samcat virusar, da bi mu grozil. Zanje je bil zdaj neviden. Kako je to mogoče? Se je čudil Anže. Poklical je sestrico. Ta je stopila k oknu in v trenutku so pred njim lebdeli številni jezni virusarji in renčali nanjo. Anže jo je prijel za roko in jo odvlekel v kopalnico, da si tudi ona temeljito umije roke z milom in razkužilom. Vrnila sta se k oknu in nič. Tudi ona je zanje postala nevidna. Odlično. Marjanca, kaj če bi, je vprašal. Ja, se je strinjala njegova sestrica in že sta se veselila trenutka, ko bosta mamica in ati zaspala, onadva pa se bosta odpravila raziskat, kaj sploh so in kaj hočejo ti virusarji. In sta dočakala. Okoli 10. ure sta se starša odpravila spat. Onadva sta si znova umila roke kot prej. Anže pa je napolnil svojo plastično vodno pištolico z mešanico mila in razkužila. Škoditi ne more, kajne? Oba sta si iz previdnosti raje nataknila zaščitne obrazne maske, ki ju je zanju sešila mamica. Na Anžetovi so bili majhni modri avtki, na Marjančini pa drobne pikapolonice. In ker sta poznala vse pomembne pravljice, sta s sabo vzela tudi vrečko riža. Stopila sta v temo in tišino. Vrata so se zaloputnila za njima. Bum! Malce sta se prestrašila, a sta drug drugega prijela za roko in se odpravila v neznano. Med hojo sta po tleh metala drobčkena zrna riža. Počutila sta se kot prava junaka, kot Janko in Metka. Le da njiju na koncu poti ni čakala čarovnica, temveč hudobni zmaj. Njegovega brloga ni bilo pretežko najti. Vedela sta, da bo tam veliko smrdljivih virusarjev, zato sta sledila nosu. Še sreča, da sta nosila maski. Hodila sta in hodila, dokler nista prišla do velikanske sive stavbe. Delovala je uradno, a na tleh je ležala poteptana tabla. Na njej je nekaj pisalo z velikimi črkami. Marjanca je bila leto dni mlajša, Anže pa je že hodil v 2. razred, zato je bila zanj mala malica prebrati, kaj piše. Ministrstvo za zdravje. Dvignila sta pogled. Tam, kjer je prej visela, je zdaj pisalo Koronarjevo ministrstvo,
To besedo sta znala prebrati že od prej. Umazanije in smrkljev. Fuj, fuj! Tukaj je torej živel hudobni zmaj. Zunaj se je trla množica smrdljivcev. Gnetli so se ob vhodu, eni so želeli noter, drugi ven. Otroka jih še nista nikoli videla toliko na kupu. Nista jih znala prešteti, a bilo jih je veliko. Ojoj, kaj pa zdaj? Še sreča, da naju ne vidijo, sta pomislila. Na glas pa nista govorila, da se ne izdata, saj sta prišla špionirat. Niti ko sta vstopila noter in se znašla pred gromozanskim zmajem, nista zakričala od strahu, čeprav sta se pošteno ustrašila in se še močneje prijela za roki. Danes smo zaplenili 1.200.000 obraznih mask, naš mogočni. Zaklenili smo jih v vratarnico, so se zmaju klanjali in hvalili virusarji. Samo, je jezno zarjovel zmaj in iz nosu mu je začel uhajati gost dim. Zdaj si ne morejo pokriti ust, naš veliki, so jecljali virusarji, ker so se ga bali. In eden izmed njih se je od strahu tresel najmočneje. Tresel se je in tresel, dokler ni kar naenkrat počil kot mehurček. Pok! In izginil. Presenečeni Anže je pogledal proti Marjanci, ki je prikimala, da je tudi ona opazila, kar se je pravkar zgodilo. Samo poglej, koliko kapljičnega zmarka smo zate danes nabrali, so virusarji zmaju kazali steklenico, polno sumljive tekočine. In od strahu je počil še eden izmed njih. Pok! Odlično, daj sem, je zmaj nepotrpežljivo prasknil z ostrimi kremplji ob tla in z velikim apetitom naredil en velik požirek. Gulp. Jama, veste kaj, jaz se ne bom toliko drl na vas, vi pa nehajte pokati. Potrebujem vas čim več, je rekel zmaj in nehal spuščati dim. Saj nismo krivi, dobro veš, da nas človeški strah ljudi naredi močnejše, a ko se mi ustrašimo, je z nami konec, pok in konec. In ti nas strašiš zelo. Dobro, obljubil sem vam že, da ne bom več, je naveličano zarenčal zmaj. Kaj pa zdravnike? Ste že vse ujeli? Kot si ukazal, najmočnejši. Čisto vse zdravnike in tiste njihove sestre. Zaprti so v kleti, a jih je preveč. Zdaj jih že zapiramo tudi v pisarne v pritličju in prvem nadstropju. Imenitno, je zadovoljno zapredel zmaj. Za vsak slučaj smo ujeli tudi zobozdravnike, se je bahal neki virusar. Ja, pa še lekarnjake in higienjake, se je škodoželjno hahljal drugi. Lekarnarje in higienike, ga je popravil tretji. Aja, se je sramoval oni. Pardon. Kaj pa gasilce? Je siknil zmaj. Ne še vseh, je priznal virusar, a ko ga je zmaj ošvrknil z jeznim pogledom, je hitro dodal. Ampak skoraj,
Gasilci so precej gibčni in imajo tiste svoje sekire in cevi s hitro vodo in mene jih je strah. Se je tresel še eden virusar in pok je bilo tudi po njem. Takole pa ne, prepovedujem vam, da se bojite. Kakor ukažeš, o veliki zmaj, so v en glas zavpili vsi virusarji. Eden, čisto zadaj, pa je vseeno počil, pok, a ostali so to pred zmajem zakrili z glasnim hohnjanjem. Dobro, to je torej rešeno. Ko boste ujeli vse preostale gasilce, se boste lotili še policistov. Kakor ukažeš, o veliki zmaj. In ko boste končali, ljudi ne bo mogel nihče več rešiti. Nihče! Ha, 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 ha. In takrat boste vse ljudi spustili ven iz izolacije, se je zmaj gromko zakrohotal. Naj se vsi okužijo, zasejmo strah, razširimo kašljavo bolezen po vsem kraljestvu in imel bom na pretek kapljičnega zvarka. Ha, 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 ha. To bo slastno, njami. Je srečno zapredel zmaj in se z donečimi koraki počasi umaknil v svoje sobane. Virusarji so si oddahnili in se razpršili vsak po svojih opravkih. Anže in Marjanca sta bila vsa neučakana. Takoj se morata domisliti načrta. V klet, osvoboditi vse ujetnike, sta se šepetaje odločila in se neslišno odpravila po dolgem hodniku proti stopnicam v klet. Čuvala sta jih dva odurna virusarja. Kaj pa zdaj? Aha, saj sta imela riž. Anže ga je zajel za celo pest in hrs ga je vrgel enemu izmed smrdljivcev v obraz. Je zavreščal virusaj. To kar straši, straši. Ne nori, nobenega ni, kvečjemu straši v tvoji glavi, ga je oštel drugi virusar. A mi dobro vemo, da sta bila tam nevidna otroka, kajne? Zdaj je pest riža zajela Marjanca in hrs jo je vrgla v obraz drugemu. Kaj je bilo pa to? Se je razjezil. Saj sem ti rekel, tukaj straši in mene je strah. In tako se je tresel od strahu, da je počil in izginil. Pok! Ti bedak! Ampak jaz bom že ugotovil, kaj se tu dogaja. Je začel vohljati naokoli in se že nevarno približeval preplašeni Marjanci. Še sreča, da je ni videl. Anže je urno zgrabil svojo plastično pištolico in virusarja špricnil naravnost v obraz. Virusar se ni imel časa niti prestrašiti niti vztrepetati in je kar počil kot milni mehurček. Pok! Vidite, kako je milo pomembno? Odlično, greva naprej, je rekel Anže. Pridi. Zdaj sta se lahko podala po stopnicah v klet. K sreči so bili virusarji precej neumni in so pustili ključe v ključavnicah z zunanje strani. Otroka sta hitro odklenila vsa vrata. Klik, 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 klik. Ven
je stopila množica zdravnikov in zdravnic, in zobozdravnikov in zobozdravnic, in lekarnarjev in lekarnaric v belih plaščih, sester v belih oblekah, higienikov v oblekah in kravatah, ter gasilcev v uniformah in čeladah. Niso mogli verjeti, kdo jih je osvobodil. Prava mala junaka. A za slavje zdaj ni bilo časa. Vprašali so otroka, kako jima je uspelo. In Anže in Marjanca sta zagnano pripovedovala, da če si temeljito umijaš roke z milom in razkužilom, postaneš za virusarje neviden in da gre zmaju za kapljični zvarek, jajks, in da ga zanj od ljudi, ki zbolijo za kašljavo boleznijo, zbirajo tisti smrdljivci. In to so navadne boječke, in ko se ustrašijo, počijo kot mehurčki, pok, pa je. No, za učinke razkužila in nevidnost so ujetniki seveda dobro vedeli. Ravno zato jih je koronar držal v ujetništvu, da ne bi mogli ljudem svetovati in jih rešiti. Ampak za kapljični zvarek so slišali prvič. In da so virusarji takšni bojazljivci, tudi niso vedeli. To je bila zanje novost. Taka je torej resnica. Razdelili so se in se neopazno podali tja, kjer je bilo milo in razkužilo. Bili so na ministrstvu za zdravje, kar pomeni, da je bilo obojega vse povsod dovolj, saj si tukaj še posebej prizadevajo za higieno. Vmes so iz zaklenjenih pisarn v pritličju in prvem nadstropju izpustili še preostale ujete kolege, da so si tudi oni odhiteli umiti roke z milom in razkužilom. Zdaj so bili čisto vsi nevidni in so se neopaženo izmuznili iz stavbe ministrstva. S seboj so odnesli vse milo in razkužilo in niso pozabili niti na zaščitne obrazne maske, zaklenjene v vratarnici. A niso šli domov. Podali so se v vse, tudi najbolj oddaljene kotičke kraljestva, da bi ozdravili vsakega, ki je zbolel za to hudo kašljavo boleznijo. Dan in noč so požrtvovalno skrbeli zanje, a nekaterim niso več mogli pomagati. Zaradi tega so bili zelo, zelo žalostni. Večino ljudi pa so rešili in vsem tudi povedali, kako naj se sami branijo. Če bodo nosili zaščitne obrazne maske in kašljali v robčke in kihali v rokave, bodo virusarji opleli, ker ne bodo več mogli priti niti do ene samcate kapljice, ki nam, kadar kihamo in kašljamo, letijo iz nosu in ust. To pomeni, da ne bodo mogli za hudobnega zmaja izdelovati tistega njegovega obupnega kapljičnega zvarka. Ljudem so tudi razložili, kakšne boječke so v resnici virusarji, da živijo od človeškega strahu, če pa se jih ljudje nehajo bati in nanje, na primer, iznenada puhnejo, ali pa glasno zaropotajo, ali pa če se jih otroci na še posebej strašljiv način spravijo narisati ali zmodelirajo iz plastelina in jih potem v svojih risbah in figuricah pomolijo pod nos, potem se bodo virusarji tako zelo prestrašili, da bodo od strahu počili. Pok! In hudobni zmaj koronar bo izgubil vse svoje pomočnike. No, ko je zmaj ugotovil, da so vsi njegovi ujetniki ušli, je seveda strašansko pobesnel, s čimer je virusarje tako prestrašil, da so začeli kar po vrsti prostovoljno pokati. Pok, pok, pok. Tudi preostali virusarji so nekega dne vsi do zadnjega izginili, ker so ljudje začeli upoštevati dobre nasvete. To se seveda ni zgodilo čez noč. Nekaj časa je trajalo, kajti
Virusarji so se na vse pretege borili in vsem žugali s tistimi svojimi lovkami. Pljuvali in renčali so, spuščali smrad in se zvijali. A ljudje se jim niso več pustili in so jih na koncu slavno premagali. Zmaj je ostal čisto sam in ni imel več nobenega pomagača, nobenih vojakov, za katere bi se lahko skril. Izgubil je vso svojo moč. In kot se je izkazalo, je bil le navaden kričač. Skratka, ena velika sramota. Policisti in gasilci so ga s skupnimi močmi nagnali za meje kraljestva in Zmaj je poražen odletel daleč, daleč stran v svoje vzhodno cesarstvo. Vsi so se razveselili in vzklikali: Hura, 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 trikrat hura za vse naše zdravnike, sestre, lekarnarje, higienike, epidemiologe, gasilce in policiste in trikrat hura za Anžeta in Marjanco, prava mala junaka, ki sta jih vse rešila iz ujetništva. Kdo se zmaja boji, smrdi, kriči, da te glava boli. V resnici pa malo mila zadostuje, da nas bolezen ne sesuje. Ne pozabimo na maske, ki damo jih čez naše laske. Nasvidenje, hudobni Zmaj. Nazaj na vzhod, nazaj na vzhod, nazaj na vzhod. Praznih rok odvihraj. Tako so zdaj prepevali čisto vsi in se veselili, da bo spet vse tako kot prej. Odrasli so se lahko vrnili v službo, navdušeni otroci pa v šolo, kjer so se končno srečali s prijatelji in prijazno gospo učiteljico. Anže in Marjanca sta se z mamico in atijem brž odpravila na obisk k babici in dedku, čeprav sploh ni bila nedelja. Oh, koliko solz sreče, poljubov in objemov. Dedek je še kašljal, vmes je namreč hudo zbolel, zato je mamica tako pogosto jokala. A zdaj se je že veliko bolje počutil. Otroka sta sedela ob njegovi postelji, ga božala po roki in mu pripovedovala o svoji nenavadni dogodivščini. Celo psička Elfi in mačka Gaja sta postali neločljivi prijateljici. Tako sta bili veseli, da se je vse srečno končalo. Zdaj pa skupaj divjata po vrtu. Prebivalci kraljestva so še nekaj časa nosili zaščitne obrazne maske, vse dokler ni ves ta virusarski smrad popolnoma izpuhtel. Roke pa si bodo, kaj? Tako je, temeljito umivali še naprej, da se Zmaj Koronar ne bo mogel nikoli več vrniti. In vi, otroci, si jih tudi pridno umivajte, velja? In lepo nosite zaščitne obrazne maske, kadar greste ven. Pravzaprav, a veste, da se lahko tudi vi borite proti virusarjem? Ja, čisto zares. Lahko grdavša virusarja narišete ali ga zmodelirate iz plastelina in izdelek postavite na okno. Ko bo letel mimo, se bo ustrašil in počil kot milni mehurček. Pop! Pa bo. Nasvidenje. In ostanite zdravi.